Takole, 3D printer. Izdeluje neke figurice, trenutno, če bomo tamle pogledali, bo približno takole izgledalo, ko bo prišlo ven. Na XY Printing DaVinci Mini Wireless serija, ko ne gre sploh na wireless, nikaj, ker ga lahko tepe zraven. Printer že imam, ja, dobre 2 leti, ali pa slabe 2 leti, ne vem točno. Takole, danes smo že imeli problem, smo mogli tole urejati, tole zadevco. Ne vem, kako se vidi, bomo luč prižgali, če se bo ga, aha, tako se že malo boljš vidi. Tule se nam je zataknil delček noter plastike, ko smo omenjali žico. Ta zadeva kar doskrat zajebava. Na tej seriji vidi se, da je kar lep cajt stal v kotu. Orodje je tudi gor, to je en od bolj preciznih izdelkov. To je en zobčenik za en mlinček. Bomo videli, če bo delovalo, moglo bi. Acis foj. Tako, kot sem že dolgo nazaj obljubil, da bom malce predstavil tale printer, zadevca Laufa. To je ekstruder, cel strojček je ekstruder. Jasno piše, da ne smemo roke delati noter, mi jo bomo malo. Tlele je delna komora, dela na principu tako kot one pištolice za plastiko talit, ko delate voščilnice ali pa darila, pa prilepite neke fiklose gor, pa ne vem kva se. Približno isti sistem je. Noter, odzadi, tlele odzadi pa odgori in seveda tule, v tem delu so elektronske komponente, ko krmilijo spodnjo ploščo sem pa tej in vodila za gor. Precej enostavna zadevca. Mičken moraš biti handymana, drugače ne priporočam. Sploh nobenega printerja 3D. Kar zakomplicirano. Tako kot ne, ta printer ne priporočam, niti začetnikom nobenemu. Na vaše mesto ga ne bi kupil, ravno zaradi polnila. In zdaj bom predstavil zakaj. Vsako polnilo ima en takle nastavek, da se lahko da kolut gor in obesi na pač tako vodilo. In to vodilo, evo ga, tako izgledajo koluti, to so stari koluti, to so novi koluti, zapakirani so v takih škatlah, tale kolut je v taki foliji, takmo kompleto ga dobite, vidite. Tole je vlažni tale vložek, da je čim manj vlage noter, zato ker ta žica je PLA, je topna v naravi plastika. Tako da mičkeno skrbimo tudi za okolje. Ja, to je to. Takole, še malo bliže, tlele se že vidi ena določena debelina, ker že dela kar nekaj časa. Predviden čas ni napisal, zato ko mu bo verjetno žice prej zmanjkalo. Je pa ob delu, tele piše
gor, če vidite, približno, malo bliže, 11%. Tako da, ja, to je to. Takole. Da, takole, zdaj se že bolj vidi, da napreduje zadevca. Je že neka oblika, se vidi, debelina itd. itd. Takole, ja. Evo ga, stopinje so se tudi malo dvignile. To je dokaj dobra temperatura. Ostalo je še 11 metrov žice, se vidi, kako odšteva od 200 metrov. Tako je to. Tako. Kaj delamo pa tole. Tole je en tak eksperiment, narediti z dvema barvama. Malce drugačne oblike. Takole, tole bo isto, samo da bo z eno barvo pa ne bo ovalno. Tole je prikaz, kaj vse se je že delalo s tem printerjem. To je zraven moj pes. To je en del za skener, 3D skener, ohišje. Tole je en tak podstavek za telefon, tablico itd. Več dimenzij, več kotov, bolj ravno, malo poševno, face poševno, da se iz te strani tudi malo bolj vidi. To so razni posipniki za kavo oziroma kavo smetano ali pa kapučino. Se s čokolado lahko čez posipne. No, stvari se lahko naredi. Tole je žogca od mojega pesa, ima glavna zvezda v naši hiši. To je to. Tole pa še prikaz, da včasih ne izpade vse te, ko bi moglo. To je en tak kozarc, ko je slamica, na podnu je luknjica. Tamle dol se bo slabo vidijo, ampak nema veze. Glavno hočem prikazati, da pa mu čisto vse pa res ne pride v nulo. In pa navad tam, ko največ žice porabi. Oziroma polnila. Takole, da še tole pokažemo, kako se programsko uredi zadevca. Preprosto je, greste, sicer morate imeti prej modečke uvožene oziroma shranjene na disko kartici itd. itd. Gremo, tudi drugi formati so lahko, bomo na laž vzeli drug format. Takole me opozori, mi je dal gor modelček in ker ga tako ne more sprintati, imamo tlele, kako spreminjamo pozicije. Se pravi, ga moramo položiti, damo malo preveč, 90 stopinj dol, se pravi leži, se vidi, mora biti na mizi, ker drugače ne bo gnatalo. Takole,
pa še lahko rečemo, da ga bomo malce premaknili, to urejamo tlele, lahko ga damo malo bolj dol, lahko ga damo malo bolj gor, lahko ga damo malo bolj sem, malo bolj tej. Najboljše je, da ga damo v to stran, ker tlele naredi dve probni špuri, preden začne delati. Tule 0,0 mora ostati, zato ker nimamo nobenega postavka ali pa kaj podobnega. Tako, če pogledamo, kako to izgleda, takole, takole, takole. In označimo tlele, moram malo više dati, opala. Moramo malo više dati, da bomo to sprintali. Označimo, da bomo printali. Tlele imamo print, model je tale, katero kvaliteto bomo imeli tudi normalno, dobro, super kvaliteto. Bomo ostali na default kot prej, katera žica je, PLA žica je, tle imamo še napredne nastavitve, tle imamo razne parametre, lahko vnesemo, lahko spremenimo temperaturo, to so dali na novo, to ni dolgo, dvignemo za 10 stopinj, lahko dvignemo ali spustimo. Tlele še lahko damo razne podrobnosti od hitrosti in tako naprej. Če dvignemo hitrost, moramo tudi druge parametre spremeniti, zato ne bomo spreminjali, ker smo na standardni. Hit, to je debelina 0,3 mm. Tu bomo ostali, ker ne delamo nek kompleksen in zahteven predmet. Če bi to delali nekaj, kar ima res neke izrecne podrobnosti oziroma potrebujemo natančnost, bi dali v nižjo debelino vroče žice, ampak ne bomo. To so nekaj, tule še imamo brez robov, velik rob, normalc, podpora itd. To ne bomo nič, zato bomo kar nadaljevali. Sicer me bo zdaj opozoril, da žice nimam dovolj. Takole bomo dali printati. Pardon, mogel bom resetirati, to sem jaz pozabil. To vedno pozabim. To ni nič novega pri meni. To ni nič, bomo sicer ponovili postopek. Vsakokrat, ko printer konča, ga je potrebno ugasniti. Evo, se že čuje, da deluje. Mašina se pripravlja. Tole lahko zdaj pokažemo. Pripravlja, spušča, zdaj ploščo pomakne nazaj. To je to. No, in takole, zdaj bomo še pokazali, kako se žica da gor. Oziroma polnilo, kako se da gor, to se pravi tole, takole. Upam, da se bo videlo kaj. Takole, tole vstavimo, pardon, noter v tole zadevco. Takole. Poiščemo tale delček, ga damo ven, nekako takole, takole, evo ga, klešče, da odšipnemo tole. Žica se vtakne v to luknjico noter. Takole. Tole se malce prezdvigne, da gre žica noter. Tole se sicer, jaz že vidim, da gre žica noter. Pa če bolj rumene barve, sicer tole se tu da nekako s printerjem napeljati.
avtomatsko, samo to traja kar nekaj časa. Ni nič narobe, če z roko napeljemo zadevo noter. Zdaj smo prišli nekje do ekstruderja. Tule se vidi 200 metrov, skozi 200 metrov, se pravi, nič ni porabljeno. Zdaj bomo žico napeljali, to pomeni load. Takole smo pritisnili, tole nam je ukaz dan, da porinemo žico noter in pritisnemo start. Zdaj bomo ekstruder zagreli do prave temperature, oziroma avtomatsko se bo zagrel. In ko bo prišel tam na okoli 200 stopinj, oziroma 180-190, se bo začela žica topiti. Takole žica bo počasi dobila, oziroma ekstruder bo dobil počasi približno ta pravo temperaturo. Takole, tole bomo malo prestavili, malce bolj sem, da se bo tole mogoče še kaj videlo. Glava se bo pomaknila na to stran, in tule bomo počasi dobili tak izcedek ven. Tule se bo videlo, ko bo začelo teči ven. Če je vse v redu, bo, če pa nekaj v redu, pač ne bo. Bomo pa postopek, opala, že teče. Zdaj še teče rdeča barva. Opala, sem že jaz nekaj butno. Teče rdeča barva. Počasi bo pa začela, tole je malce vroče še. Takole zadevca je končana. Prišli smo, izdelek je nared, tu so software malo spremenili, včasih je kazalo, kako dolgo je printov, tam se vidi, da temperatura pada, ostalo je 1 meter polnila, takole, žici se tudi vidi, koliko je ostalo, več kot 1 meter. Tukaj imamo slikopleskarski pripomoček, po domače špahtelj, ki ga seveda dobite v kompletu z tem 3D printerjem. Zdaj bomo še sklepni trenutek naredili, odstranili iz podnožja ta dva izdelka. Tako kot sem rekel, prišli smo do končnega izdelka, slikopleskarski pripomoček, ki ga dobite v kompletu s tem printerjem. Poskušate nežno odstraniti izdelek. Takole, in izdelek je končan. Takole. Evo, in kaj je to? To je stojalo za telefon. Bi človek rekel, einfach popasen. Pa imamo telefon. Varno pred sabo. Tako. Luštna oblika, kot en ludek človek. Tako, lahko date dva. Če imate, ne vem, tablico, je boljše, da sta dva, položi in takole. Evo,
to je to. To je to. Smo rekli žice, je še nekaj ostalo. Zadevca se hladi. Tole je. Prah smo tudi malo obrisali, se vidi. Takole, bomo še malce bolj podrobno pokazali. Hvala. Takole. Evo za telefonček ali dva za tablico. Tako. Evo ga. Zadevca je tukaj končala, ohladil se je, 1 meter je ostalo, to je to. Upam, da vam je bilo všeč. Lep dan. Še tole moramo dodati zraven. Tole vidite na tej žici kot zlata je dosti večja temperatura, 213 stopinj. To je zaradi barve, da se lažje stopi, lepše pride ven in tako dalje. Pa še nekaj je. Izdelek, če ga zavržete, ga zavržte na prav način, tako kot se spodobi, v koš, ki je namenjeno za to, ne nekam naravo metati nekam brez veze, čeprav je to razgradljivo, ampak še vedno rabi par let, da se to razgradi. Zato obstajajo zabojniki za plastične snovi, vrste tja noter. To je to. Evo ga, kot sem rekel, zadevca zopet deluje, figurica bo ista. Tlele se vidi tale nitka čistilna. Tako. Zdaj, da sam še razložim, kako to dejansko deluje, bolj na čist enostaven način, kolikor se pač da. Tole od zadaj razbija moj pes. Moj prijatelj Miro prinesel en kup kosti in zdaj mora zdemolirati vse, kar je možno. Tako, kako to deluje? Enostavna razlaga je ta, kot tale pištolca za plastiko lepiti, oziroma, kako bi rekel, pač za lepljenje. Tako, tule je žica gre noter, kot smo rekli, tlele isto gre žica do ekstruder oziroma topljenja. Tle je pa škoba, ko pol ven preteče ta plastika. Popolnoma isti princip. Samo da tole zadevce krmili računalnik, tole pa naša roka, pa da je bolj namenjeno za lepljenje. Čist preprost način razlage. In potem začne tole takole delati. Evo ga, to je to. Hvala, če vam je všeč, tam pa desnica od spod, če vam ni všeč, napište, da vam ni, pa zakaj vam ni, pa kaj vam ni všeč. Lahko šerate, lahko tudi ne. Čist odvisno od vas. Fajn se imejte. No, to je še pa v drugi barvi. Baje je zlata, bomo videli. Tako je to.